Za najboljšo in najslabšo športno novico tedna je poskrbel pokojeni boksarski šampion Floyd Mayweather, ki je naznanil, da bo znova vstopil v ring. Dobra novica je, da bo boksil proti YouTube zvezdniku, slaba pa, da to ne bo Marko Žerjal. Z novo atrakcijo pa se lahko pohvali pariški Disneyland. Ne gre za nov vlakec, niti za novo predstavo, ampak za nekaj še bolj aktualnega. Cepljenje bo v najbolj priljubljenem zabaviščnem parku v Evropi, ki se razteza na 20 kvadratnih kilometrih, potekalo ob koncih tedna. Ja, v Disneylandu cepijo proti koroni. Končno ena atrakcija, kjer se bo vaš otrok ustrašil še bolj kot vlakca smrti. Ne vemo pa, ali lahko tudi po tej grozljivi izkušnji kupiš spominsko sliko. Se pa govori, da naj bi Racmanjaka cepil s cepivom Pfizer, Miki Miška z AstraZeneco, stric Kopušnik pa z ruskim Sputnikom. Kaj je najbolj pocen? Za najbolj inovativno ponudbo tedna pa je poskrbel lastnik bara na Danskem, ki svojim strankam ponuja hitre teste za ceno 20 €, ob nakupu pa prejmejo brezplačno pivo v njegovi gostilni. Njegova ponudba je zelo uspešna, saj so nekateri Danci tako panični, da se pridejo testirati vsak dan. Eni za vsak slučaj pripeljejo in testirajo še kolega. Strokovnjaki pa ob tem sporočajo, da najbolj paše, če se testiraš v petek po službi, nikoli, ampak res nikoli, pa se ne smeš testirati, ko voziš. Treba pa je poudariti, da brezplačno pivo na terasi prejmejo le tisti, ki imajo negativen izvid, tisti s pozitivnim pa dobijo pivo za na pot. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.